Fantasy. Radio Fantasy. Siddharta so zna... Nisem rok brez rola. Ok, rok. Mislim, da je bila ena debata, se gledal na nacionalki, pol pridemo pa že skoraj do kozjega roga ali pa roka. Kočevskega kakorkoli. Že pa roga. imamo rok trajanja, ne? Boštjan in pa Primož, lepo zdrav, dobro jutro obema. Živijo, dobro jutro. Dobro jutro. To je zdaj en del Siddharte, kje so drugi, so na drugih medijih ali kaj, ali spijo? Ha? Kakšen spi, Čakaj, kakšen Primož. je šel na rašico, vsak malo po svoje, ne, odvisen od urnika. Aha. Midva sva potegnila ta krajšo slamco, da imamo ta jutranji program, midva čez. Ja, sej je en tak rock'n'roll, če se peleš iz Ljubljane proti Celju oziroma obratno. Ja, ne? sva občudvala. Ampak je dobro gledati, ker je gužva Potrpežljivost. na sprotni smeri. Ja. Sam vi greste domov, veš. Ja, vem, sem Drživa do takrat pesti, se da pa po bodo moje takrat že malo Ja. spravili, ne. počistil. Ja. Ne. Upanje umre zadnje. A ja, tako, kaj ne veva še, ok, v redu. Bomo Lepo, dolg da, intervju imeli, no. ja, da no, bo- boste pa tle malo dlje. Ja. Lepo, da ste Lej, se nič oglasili na narobe, tej mi vas strani imamo Trojan. radi. Tudi mi vas. Ne, lepo, je da biti so se tukaj. oglasili na tej strani Trojan, ne? Ja, Ampak itak imate zdaj vse slovensko turnejo. res je. Turneja je prepovedana, ki poteka po 8 krajih po Sloveniji in pridemo tudi v Celje. Zakaj ni po 10 krajih? Zakaj ni po 10 krajih? Ja, ne vem, nekako smo pokrili celotno Slovenijo z temi koncerti, ne. In to je to v bistvu, ne. Kaj pa jaz vem, kjer večji kraj bi še bili, ne. Pokrili smo Primorsko, pokrili smo v bistvu, kaj je tisti konc, tudi Gorica, Štajerska, Gorenjska, Zanj ste Dolenjska, nekaj omenjali Notranjska. više ležeče predele, sem gledal po televiziji. A tako je bilo? A ja, da gremo na Triglav ali pa na Kredarica, pa na sever, Veliko planino. gor, ne. Ja, ja. Ja. To mi je, mislim, nekaj hotel se zagovoriti, pa je videl, da bo mogel on nositi, ne, fešterkerijo. Mislim, hitro se kaj pove, ampak realizacija je pa nekaj drugega. Ja, ne. Ja. Ampak če se ne pove, se ne zgodijo pa kakšne dobre ideje. Tako da, To pa je tudi res. ja, ne bi recimo igrali na splavu v Simonovem zalivu, ne bi igrali na kakšnem gradu, ne bi. Tako, to so stvari, ki jih je treba dati na mizo, pa videti, da mogoče ne padejo čisto tako dol. No. Obstanejo, pa gradiš naprej. Malo lebdijo, da pol se lepo usede. Ja, tako. Ja. Ok, turnej se reče prepovedana, ampak album je pa X. Album je pa X, ja. X. To je tudi debata, ne? X Pot- ali 10? Ne, rimska? čakaj, ker, a veš, imeli smo tudi pot v X iz prvega albuma. Iz prvega albuma, Oboje veš že lahko besedilo še, ne? interpretiraš, ne? Sem se- Ja. prej Ja, sem se še vedno pogovarjala, vem, ja. še vedno vem. Ker namreč Siddharta je bil eden izmed mojih prvih koncertov v Kočevju na Lunci. Ja, prvi singel naš je bil Pot v X, zdaj smo prišli do X. Ampak naj povem, naj vas ne bo strah, nismo še končali. Ne. Ni to zdaj Pot zadnji je album. važna, ja. Pot je važna, zdaj smo prišli do X, to pomeni do 10. plošče, ki je hkrati rimska številka tudi to. Ne. Tako da ja, več pomenamo polno, tako da zaradi tega naslova albuma. Ampak ta X je tak krvav. Tako ono. Tako bolj malerski je. No. Ja, tako je. Lahko je križ, lahko je plus, lahko je X, lahko je 10. Lahko je krat. Krat. Vedno lahko je- dovolite to potem človeško kreativnost, da si vsak razlaga. Saj po to svoje. je, mislim, da poanta vse umetnosti, no? Da si vsak najde sebi nekaj blizu v tistem in v besedilih, in v glasbi, in v slikarstvu, in umetnosti, in filmu. In tako naprej. Šuši, on pregovor pravi, ne vsak, ne, vsake oči imajo svojega malarja. Evo. Ne, tako veš, ne. Ja, Tako jaz je. nimam glih nekih slikarskih sposobnosti. če Zdaj- hočeš. Saj ne gre, čutiš pa, kaj ti sporoča. Ja, ja, Tako, mislim, tako da. nekaj, ne. Saj si prva Odvisno, ustrelila, kake da je volje so. krval, ne. Ja, no. Mislim, lahko je krval, lahko je pač zelo rdeča barva, ki je ostala od tega, ker smo, ne vem, Tako. prebarvali avto, pa smo čez en pleh še X naredili. Tako, vidiš. Tako, Ne. no, to, Razlag je mnogo. ja, ja. Eni pač modro molčijo. A ne, vse govorite. Vse govorimo. Boštjan posluša, on je tak modrec, ne. On je strici za zadnje. Okej, pa kdo je prišel do Bobnarji tega so vedno koncepta? zadaj, ne. Kako? Kdo je prišel do tega koncepta, recimo? To je spet, kot je Primož rekel prej. To se pač pogovarjaš in potem neke stvari pač padejo dol z mize, nekaj pa ostanejo. Ne? Tisto, kar je potem dobra ideja, se obdrži in potem se razvija od tam naprej. Tako da, Želeli smo si preprostega naslova s preprosto naslovnico, ki v teh časih, ki je veliko enih informacij, ki se zgubijo, ne, je vedno se jo vidi, se jo zazna, se jo prepozna tudi, kar je najbolj pomembno. Ne. In tudi na teh socialnih omrežjih, ki so te konce mehne in ta velik X, se mi zdi, da kar lepo ven seka.
seka. Zdaj, Drugač X je zdaj tudi Twitter, ne? Mislim, okej. a ste Ne, to kaj je mogoče Musk- podpisali z Elonom Muskom, pa kaj ne vemo? Mislim, da on Gremo- podpisal, gremo da kot lahko prvi- ekskluzivno uporablja X. Tako da ima on Gremo pa na tudi- Mars kot prva posadka, ko bo varno. ko bo varno, ja. Ja. Tako. Pa če pogledamo zdaj prepovedano, ne? Ja, Turneja. tako je. Ker tisto, kar je prepovedano, je ponavadi najslajše. Res je, evo. Tako je. A lahko izdata kaj sladkega, kar lahko pričakujemo na vaši turneji? Lahko izdava veliko stvari, skoraj vse. Ne, vse lahko izdava, vse ni nič za skrivati. V bistvu je turneja en tak, bom rekel, pomanjšana verzija Stožic, ki smo jih imeli novembra v Ljubljani, kjer smo v 3 urah in pol pravzaprav en tak prerez naše kariere naredili, z ogromnim zasloni, z lučnim parkom, s pirotehniko, z video ozadji in tako naprej. In to se zdaj prenaša v teh 8 krajev. Malenkost zmanjšan, seveda zaradi velikosti dvoran, ampak nič kaj manj tehnično napredno. Najboljši mislim, da so- zvok, kar je možno, bomo pripeljali. Tehnično v bistvu so to, kar se po mojem nas tiče največ, kar lahko v Sloveniji zdaj dobiš, se pravi od pirotehnike do LED screenov, do lighta in vsega skupaj oder in tako naprej. In tudi mi smo pripravili en dober material, ki ga potem poslušalcem damo v nek koncert, ki je dolg približno 2 uri pa pol. Okay. Tako da Se pravi, si moramo vzeti res ono orang cajt. Ja, Ja, to je ja, pač prireditev. Ne? To je naš namen. Prideš ne, da gledat, prideš uživati, spiješ kakšno pivo. Ali dve. Ali dve, ne. Moram pa tudi povedati, da bomo imeli gosta tukaj, ki je tudi na plošči, je prav iz Celja, Goran Bojčevski, pride igrati na Piščal, oziroma ki je pri enem komadu. Tako da bo primerno en nov komad tukaj. Opa. Tako da, Iz evo, nove plošče, seveda. Iz nove plošče, ja. Party Incorporated. Mislim, kar nekaj Jaz bom sočnih zdaj zavrtal, stvari. jaz bom zdaj Avo zavrtal, če smem. Super. Lahko. Ava tudi pride enkrat na vrsto. Jo imamo zacahnjeno. Ava sicer še ni. Ne, mislim, govorim, kar veliko dodamo. V bistvu že kar nekih 6 ali koliko, ali 7. Počasi dodajamo komade iz novega albuma, pač Ja. to, da se ljudje malo navadijo in bojo prišli vsi na vrsto. Ne? Tako da v Celju pač V bistvu malo tipate tudi s tem, ne? Ali... Ma niti ne, v bistvu si mi začutimo, oziroma kar se mi se vsakič po koncertu odpravimo do poslušalcev, po 15-20 minut po koncertu, malo se slikati, podpisati kaj, pogovoriti in velikih pravzaprav izrazi željo, da bi čim več, še več novih pravzaprav igrali. In tudi to nam daje pol spodbudo, da gremo in to, kar smo snemali, tudi gremo zvaditi in predstaviti na odru. Tako da bo v Celju, ki se bliža, že kar večji delež albuma novega tudi v živo. Evo, Ava je že v etru. Ok, ura je 16 minut do 10. Pri nama ali pa z nami v studiu sta Siddhartovca, Boštjan Meglič, dobro jutro, dober dan še enkrat. Ja, živo še enkrat. Da ne bo kaj narobe, ne? Mlajši brat, ne? Mlajši Ja. brat, ja, mlajši brat, ja. Tomi, Bobnar, ja, kaj? Ne, no, jaz mislim, pač vprašam. Se vemo, s temi Megliči je vedno bil problem. Vedno. Ja, Primož Benko, tudi tebi, dobro jutro. Dobro jutro. Evo. On Bobni ve, če so kitara. Megliči problem, ne. A res? Ja, jaz Dej jih povej, imam, a ne. so z Megliči problem? Megliči. Ja. Mislim, kolikor vzameš, kolikor se pustiš Provocirati. Ja. Ne, Megliči so čisto fajn. Okay. Ja, sej, zato ste pa To že je tako ono dolgo zdaj časa mogo skupaj, reči, ne? ker Bog ved, kaj ga čaka, pa ko pride Ma, nazaj. neč me čaka. Le po tolikih letih, ko smo mi skup, pač Kaj se je normalno, da bo rekel. ne, Meglič. Tako, tako je. Ne, to je pač super so dečki, tako da ni problema. Ja, pa sej, na koncu ste že skoraj 30 skupaj, ne? Naslednje leto imate Drug to let okroglo. je, ne? vračamo, ja, Ja. 30. Če 30 let zdržiš z nekom, se mi zdi, da se moraš dobro razumeti. Ne dvomim, da bi 30 let zdržal z nekom, ki se ne razumeš dobro. Ne. Ja. Ok, zdaj v teh 30 letih ste tudi praznovali svoje 30-ke. Naše? Ja. Kdaj že? In če- Lani. In če povzamemo praznovanje vaših 30, kaj lahko pričakujemo od Siddharte za vašo 30-ko? A veš, zdaj smo prepovedani? Ja, se pogovarjamo o tem, ampak ne že tako resno, zaradi tega, ker imamo zdaj pač to prepovedano turnejo pred sabo, tako da takoj, ko bo to mimo, bomo pa začeli resno razmišljati o tem, kaj bo pa na kakšen način bo. Zagotovo neki bo.
Če boste rabili kaj, za kake. pa v kakšnem formatu, no, to pa še nismo čist vsi enotni. Nekaj idej je na mizi, ene so že dol padle, ene še ne, tako da če se navežem na prejšnji pogovor. No, če boste rabili kako idejo tako izven serijsko, lahko Kar, kličete. na mizo z njo. Kar ni problema. Čakam na tiste tvoje neke insiderske, ne? A ja. Da vsi slišimo, kaj imaš. Ja, jaz sem rekla, da s parimi izvajalci, ko sem se pogovarjala in pač ponavadi se vedno zatakne pri riderju, ne, pri zahtevah vas izvajalcev in vedno dobim pod nos, mi sploh še nismo tako zahtevni. Moraš pogledati rider od Siddharte. A lahko povete, kaj hudiča se tam noter skriva in iz česa lahko sklepamo, da ste najbolj zahteven slovenski band in ali ste res na ravni Mariah Carey? Ne, nismo, zagotovo nismo. Smo zahtevni, predvsem kar se tiče tehnike. Pač, če hočemo speljati en dober koncert, mora biti tehnika taka, da te stvari zmore. In kle smo v bistvu kar pedantni, kar se tega tiče. Ja, ampak moraš to povedati, da je tehnika gre v dobrobit poslušalstva. Ne da zvočenje hrešči, da je vse tako naprej. Ne. To je sprejemljivo. To so stvari, Rider je v bistvu ena zbirka enih izkušenj zadnjih 30 let, kaj pravzaprav moraš imeti, da je koncert dober in da ne peša izvedba. Ne. Tako da, če to vzameš kot zahtevnost, v redu, lahko pa ne. Deva se mogoče rajše obrniti na tiste stvari, kot so, ne vem, kakšni bombončki, čokoladice in te zahteve, recimo, kaj bi bila mogoče tisto, da izpostavi. To je pa dobro znano pri vseh, da v Rider se marsikatero stvar napiše noter in ko ti pride organizator do tebe in ti reče, čakaj malo, kaj si pa s tem mislil, aha, v redu je, ne, smo na dobri poti, prebral si, tako da veš, kaj hočemo, to lahko črtaš. Doskrat se zgodi, da ljudje ne preberejo tega in potem se čudijo, zakaj mi zahtevamo topel obrok na koncertu, jaz se piše v Riderju, aha, nisem ga prebral. Nekdo, ki prebere te stvari, mogoče so kakšne kaprice not samo podtaknjene, samo zaradi tega, da se vidi, ali je res prebral ali ni prebral. Zvito. Ja. No dobro, ampak če že ste pri kakšni stvari res zahtevni? Nismo. Ne vem, voda, sobna temperatura ali pa ohlajena na 8 stopinj Celzija? Nikjer nismo zahtevni, kar se tega tiče, še najbolj, tako kot sem prej omenil, pri opremi, zaradi tega, ker se nam zdi, da mora biti izvedba na odru in to je najbolj važen, taka, kakršno smo si jo zamislili in da hočemo vedno stremeti k top. Se pravi, tisto, kar je najboljš, ker če pač mi sami od sebe zahtevamo najboljš, bi radi tudi, da do poslušalca pride najboljš in kle smo v bistvu še najbolj zahtevni. Kar se tiče pa ostalih stvari, pa mislim, da ne, smo zelo preprosti. Ste zadovoljni tudi s pico in Coca-Colo? Tudi. Boštjan pa Primož nekaj druga mi poveta. Zdaj, že od nekdaj velja, da rekli smo, dobra tehnika, najboljši bend, vse skupaj, ampak od nekdaj je veljalo, da pri Siddharti ne razumemo vedno Tomija. Zakaj je taka produkcija, zakaj je tak način, recimo, ne vem, mešanja? Mislim, da se ga... To je veljalo pri prvih dveh ploščah. Tako, ja, pri prvih dveh ploščah. Pa sploh pri prvi je bilo... Tudi Tom je v tem pogledu zrasel v smislu pevca, ne? Se je razvil, se je artikuliral in tako naprej, tako da na zadnjih ploščah zagotovo ga razumemo. Ne? Ampak ja, ne vem, mogoče bi to dal neko magijo v bistvu takrat na začetku. Se ga sploh ne razume, mogoče izven okvirjev pev, ne šolano in tako naprej. Pod vplivi seveda naših vzornikov takrat, to so kakšni grunge band in tako naprej. Tako da jaz mislim, da je takrat se še iskal, ne. Mislim, ni bilo planirano to, karkoli pa če bilo. Samo to me je zanimalo, nikoli nisem vedel. Morda je tudi iz tega prišlo, ker smo mi najprej imeli komade v angleščini, smo jih potem dali v slovenščino in nekega zvena angleškega si se navadil in je potem težko najti neko primerljivo besedo, oziroma da bo ustrezala pomenu in sporočilnosti teksta, tudi v slovenščini. Tako da mogoče zaradi tega kdaj kakšen zlog požaril, kakšno besedo malo obrnil in tako naprej. Ne. Ampak to je pesniška svoboda, bi si jaz rekel. Logično. Ja. Ampak kdo je pa največja diva v vaši skupini? Diva. Kdo je ono? Pri Riderju smo hočem imeti. Nismo mi hočem imeti, pa to vse se zavedamo stvari. Mi smo zelo hvaležni, da smo tle, ko smo, to moramo povedati. Mi smo... Imaš nekoga, ki prebere Rider, pa reče, da smo zahtevni, potem imaš pa ljudi, ki nas dejansko poznajo, pa vidi, da nismo zahtevni. Ne, mislim, ne govorim za Rider, ampak recimo tudi na odru. A je to mi tisto, ko hoče imeti, ne vem, mogoče vse pod kontrolo, ali je kdo od vaju dveh tisto, ko reče,
Vsak ima svoje kaprice, ne? Vsak ima svoje kaprice, vsak ima svojega človeka zraven, ki mu to omogoča. Pa ne vem, če so to zdaj kaprice neki, jaz hočem imeti pa gin tonic z ledom ali ne vem kaj. Ne? Ampak govorim, da tehnika štima, da kitara tam, ki mora biti, da je pri unmu komadu se zamena kitara, tako naprej. Ne? To so osnove. Ja, osnove, ki misliš, da so osnove, ampak zares se to šele z leti naučiš, oziroma se take stvari izkristalizirajo. No? Tako da, Pa vi ste zdaj v bistvu tudi že slabih 30, ker še nismo 30, ste enaka zasedba. ja, Balkan, ja. Ja. Ej, eno tako tehtanje, če damo na neko koncertno tehnico, pa čisto vajno osebno, vem, da je težko oceniti, ampak razprodane stožice zdaj novembra ali tisti magični september 2-3. Kaj je? Mislim, osebno. Vsaka ima Sej vem, kaj boš povedal. Ampak svoj čar. Zdaj, tiste Bežigrad je bil res nekaj posebenega takrat. Ne? Nikoli se še to ni zgodilo, pa jaz tudi mislim, da nikoli se ne bo več to zgodilo, ker nimamo niti primernih stadionov, zato da lahko to izvedeš. Mogoče problem tudi to. No? Stadion Stožice, kjer smo tudi delali koncert, je zelo nehvaležen za prirejene koncerte, zato se tam nič ne dogaja. In edino prizorišče, ki je tako veliko danes v Sloveniji, potem je to Arena Stožice. Ne? Se pravi, probaš narediti maksimalno, kar se da narediti, in v tem danem trenutku je to. Ne? Če bi mogoče imela Slovenija nek stadion, kjer je mogoče tudi nek tak event, bi pa mogoče tudi to dela. Ne vem. Ampak ker te možnosti ni, tudi na mizo ne pride, ne pade še preden v bistvu vržeš. Tako da ja. Je pa oboje nek čar. No, Ja, jaz moram reči, da sem zavestno šel uživati v Stožice. Ja, se to po mojem Drugače, vsi. to pride pač z leti, z izkušnjami in prav bili smo tako, leto, koliko je dober, samo pili smo energijo, jo vračali nazaj in ta krog se je vrtel. V Stožicah smo bili pa še, za Bežigradom takrat pred 20 plus leti, smo bili pa še zelo zeleni, skozi si gledal, kaj bo, kako je, kaj moram iti zdaj, kako je, kjer komad. In pol si šele čez leta pravzaprav dojemaš razsežnost tistega dogodka, nisi pa užival na ta način, kot lahko danes uživaš v tem. Ja. To je kar velika razlika. No. Z izkušnjami v bistvu dobiš to sproščenost na odru, da lahko sprejemaš tudi informacije, da nimaš glava polno samo s tem, kaj boš ti mogel početi gor, ampak da dejansko vidiš, kako ljudje uživajo, da ti uživaš zraven, da jim daš maksimalno, da si sproščen. No. Ampak Janko, sem nekaj, seveda nam zmanjkuje časa. Piko bomo počasi mogli narediti, ker imamo še samo 1 Hotela minuto. sem sam reči, da dejansko ona dva, kljub temu, da sta na odru nekje bolj v ozadju, ne? On je v spredju, on je v prvi vrsti. No, ja, ampak vsaj špila, pač ne poje. Tudi poje. Tulk. Ampak za mikrofonom sta pa kar zgovorna. A ne? No, ja, to pa je, ja. Veš kaj, zdaj so nas spustili Nabrali se, zvajati in zdaj imamo priliko in lebetavati. Res je, piko moramo narediti, ker se počasi izteka, ampak nismo pa sploh povedali, kdaj je špil v Celu. Ja, koncert v Celju je 6. aprila, tako da se vidimo takrat. Ne, Dobrodošli, ja. Jaz mislim, da boste uživali. No. Moram reči, da je res dobro. Vse, od slike do zvoka, do vseh efektov, ki so zraven, od gostov in tudi energija, ki jo oddajamo, se mi zdi, da je odlična. Se pravi, ponovimo Kot lunco vedno, ne. izpred. Ponovimo lunco, malo večji. Zdaj pa ni več minute, samo to, da veste. Bom pa končal z minuto. To je Odlično. tudi ena izmed pesmi. To je zadnji singel, ki je zadnji, šel zdaj. tretji po vrsti ali koliko? Ta je Zares drugi. No. zares drugi Ja. kot singel. Ja. Prihajajo Okej. pa novi še. Majte se lepo, Tomija in Hvala ostale za- pozdravite. Bom, Ne? hvala lepa. Pa se vidimo 6. Odlično. Ok, 6. 4. Torej se vidimo v Celju, prihajajo Siddharta v polni zasedbi. Tole pa je tista minuta. Hvala, fanta. Hvala. Čau. Žana. Čau. Radio Fantasy. Radio Fantasy.